Gremo v tem sklopu. Danes bomo obdelali torej kratko uvod. Skušal bom kratko, zato ker smo bili že zdaj pri blagoslovu svetega Blaža in je kar dogaja. Zakaj sploh cerkvene zapovedi, če imamo že 10? Ni v njih 10 vse obseženo, a ne? In zdaj, če bi si torej, če tako rečem, če bi se vsi 10 zapovedi držali, bi ne bilo treba pol ponavljati še enkrat, a ne, bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši. Ker to je že tam, a ne? V njih prvih 3. Ali potrebujemo kaj, ali cerkev vidi, kot tisto, ki jo je Bog ustanovil, da je treba še kaj reči, ali je dovolj, ali očitno je, ne? Ker jih je izrekla. Tako da gremo torej, kratko bomo šli spet skozi zapovedi o pomenu, tako da boste malo bolj razumeli. Se pravi, poznamo in to je 10 zapovedi, a ne? Katekizem katoliške cerkve pravi dekalog, se spomnite, to je bila lanska tema, 10 zapovedi, dekalog. Sestavlja organsko enoto in neločljivo celoto in vsaka zapoved kaže na druge in ves dekalog. Kdor prestopi eno zapoved, v bistvu prestopi prvo, a ne? Če torej prestopiš 10, si spet pri prvi. Ker to je temelj, tako kot pri krstu, a ne? Krst je temelj vseh zakramentov, a ne? In ne moraš ti biti potem kar naenkrat samo nekaj. Moraš biti od začetka. In torej, ko nekaj ušpičiš, dejansko vse ušpičiš, a ne? Vse zanikaš, na vse zakramente se požvižgaš, a ne? Vključno s krstom, če zanikaš enega, razumete? To je tako od zadaj tudi zakaj, recimo nekdo potem, če bi se lahko cerkveno poročil, pa se ne poroči, a ne? Če nima nobenih ovir, pa bi hodil ob Hailu, a ne? Se stvari malo tepejo, ker je vse izhaja iz nazaj, ne? Zakramenti se dopolnjujejo, zapovedi tudi. In vedno moramo torej videti posamezno, kot rečemo, in celoto, ali kot rečejo strokovno, videti partikularno, a ne? In vse tisto, kar zadeva skupno stvar. Pojmo še malo, ne? Vemo, da je Jezus tudi govoril o največji in prvi zapovedi, a ne? Pa novi zapovedi. Prav, poleg 10 imamo že v Svetem pismu največja, torej prva zapoved, pa druga, pa je nje enaka, se spomnite, potem je rekel pa še o novi zapovedi. Zdaj pa kratko pogledajte Jude, ne, to so res mojstri predpisov, ne, si Slovenci nismo daleč, ne, če zdaj tako rečem, pravniki to bolj veste, pa ravno danes v zvezi z Županušem smo spet prišli v zvezi z novim zakonom o gradbeništvu, o tem do novih odkritij, skratka, kar naprej se komplicira, ne? Namesto, da bi se popreprostilo, ne? Kar je, pomen se nam malo komplicira, ampak v redu. Lejte, v Jezusovem času so imeli Jude 614 verskih predpisov, od tega 365 prepovedi, kar nekaj 10 je bilo o tem, kaj ne smejo Judje delati v soboto, česa ne smejo početi, in to velja še danes. Še danes za te pravoverne Jude, vse zapovedi, in še 248 prav dodatnih zapovedih. Torej, vprašanje Juda, ki je Jezus vprašal farizeje, učitelj, katera je največja zapoved, a ne? Je pa zelo na mestu pol, ker oni jih niso imeli samo 10 velikih, ampak cel kup izpeljanih, a ne? 614. In Jezus seveda odgovarja, poglejte, povzame, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, vso dušo in vsem mišljenjem, to smo že pri zapovedih razlagali, kako je pomembno tudi mišljenje, ker se moram odločiti, a ne? Bog nam je dal misel, razum za to, da ga uporabljamo. Ne, da samo razum uporabljamo, ampak da tudi razum uporabljamo, ker poleg razuma imamo še cel kup talentov, darov, ki nam jih je Bog dal in jih je prav tako treba uporabljati. To je največja in prva zapoved. Druga pa je nje enaka. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Se pravi, ljubiti bližnjega in sebe je za Jezusa isto. Isto. Ker res ne moreš govoriti, da ljubiš bližnjega, sebe pa zaničuješ. Vsi tega ponovadi ne delamo, a ne? Obratno raje, a ne? Sebe malo privzdigujemo, vsaj tako navznotraj, a ne? Za druge pravimo, da pa jih imamo radi. Ampak pustimo zdaj podrobnosti, ker nismo v pripravi na spoved, a ne? Potem pa še Jezus je dal še eno zapoved, nova zapoved, da boste tudi razumeli razliko, a ne? Tukaj Jezus povzame v največji, povzame 10 zapovedi, dekalog,
in jih v dve združi in pravi, da sta enaki. Tukaj se pa naredi popoln preobrat. Ne pozabiti, kaj pomeni Jezus. Jezus nad angel je rekel Mariji, novorojenega, tistega, ki je spočela po Svetem Duhu, imenuje Jezus, Jehošua, Bog, ki rešuje. To je Jezusovo ime, osebno ime. In zdaj pravi zgodba tako. Jezus je 12 umil noge in je rekel, novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Tako se ljubite med seboj. Jezus, Božji sin, ljubi človeštvo, ljudi, vsakega človeka, tako da je postal eden izmed nas. Se poistovetil z nami, pol še spomnite se tistega, nag sem bil, ste me oblekli, se pravi uječi, skratka se poistoveti tudi čisto preprostem vsakim človekom, tudi takim, ki jih mi velikokrat spregledamo, razen takrat, ko je velik naval. Na migrante smo že vse pozabili, unga se spomnimo, kaj je bilo takrat, ko jih je bilo 1000 na dan, vmes pa vse pozabimo. Ali pa zapornike, samo takrat največkrat, ko zvemo, da so koga zaprli zaradi kakšnega velikega zločina, prekrška, bolj so zločini za zapora. Pa hitro pozabimo, ali pa če kje je v naši bližini. Večino pozabimo. Skratka, on se istoveti, kakor sem vas jaz ljubil od začetka sveta, se spomnite, Janezovega evangelija. Od začetka sveta nas je ljubil. In pravi, zato on lahko to reče, ker je Božji sin. Jaz sem vas ljubil od začetka. In to je nova zapoved. In jaz sem vam pokazal, kaj pomeni ljubezen. Kako močna vsebina je od zadaj. Ne moramo se vsega dotakniti, ampak sem tako, da malo nam srce pa razum, pa naše vedenje, pa spomin vere, da ga majčkeno razdražimo, da začutimo to, kaj vse je od zadaj. Se pravi, kakor sem vas jaz ljubil, tako se ljubite. Jezus je merilo. Vse še kdaj tudi rekel, učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen. On je Jahve, ki rešuje, Bog, ki rešuje. Ljubite, kakor sem vas jaz ljubil. Se pravi, novost ljubezni je, da on daje življenje za nas in za vse. Za vse. Tudi za tiste, ki so ga pribili na križ. Za največje zločince, za tistega, ki ga preklinejo. Tako kot jaz malo za intermezzo rečem, prej, ko sem bil še arhidijakon, sem umeščal nove župnike. In sem vedno rekel, tam v obrednik predvideva in izroča arhidijakon v nadškofovem imenu novemu župniku skrb za zveličanje vseh ljudi v fari. Kaj pomeni vseh? Ne samo tistih, ki jih imaš, hodijo. To je najlažje, veste, reti me tisti, ki imajo tebe radi, Pa če če nisi malo neroden kot župnik, pa farani, tako v Polanah ste dobri, to mora laufati, če samo to. Jezus pravi, ne samo te, in obrat umestitve tudi, ne samo te, ampak odgovornosti kot župnik za zveličanje vseh ljudi v fari, tudi tistih, ki ne hodijo k maši, tudi tistih, ki pridejo v cerkev samo, ko prinesejo za veliko noč šunko, ki so velikonočni kristjani, malo v šali rečeno, tudi tiste, ki so drugače verni, tudi za tiste, ki niso verni, tudi za tiste, ki ko slišijo župnik ali pa cerkev ali pa Bog, se jim odjeze, ker srh tako naredi in sin kocine tiste dolge, ki jih imajo nekateri moški, postavijo kar po koncu. Župnik je odgovoren za zveličanje vseh ljudi, ne samo za te, k maši hodijo, In po vzoru našega odrešenika, duhovniki smo, Kristusovi duhovniki, nismo svoji, mi ne pasemo sebe, niti ne služimo škofu, Škofu smo pokorni, Kristus je naša glava. Tako, da razumete, to je ta močna vsebina, Se pravi, Bog ljubi za ceno svojega življenja. Vidite, pa tako v zgodovini in v svetu imamo pa tudi norčevanje iz zapovedi in iz 10 in iz 2 in iz 5. Smo že rekli tam pri unih zapovedih, ko smo rekli, da je v bivši državi in danes ima človek tudi še tak občutek še vedno, in tudi mi mladi tako prilagajamo,
Ne rečemo, ker vemo, da lagati ni prav, ne? Ampak malo prilagodimo, pa rečemo, da smo resnico malo drugače povedali. Jo ne moreš povedati drugače, ne? Resnica je ali pa je ni. Samo tisto, kar je res, je prav. Ali pa, da smo v prejšnjem sistemu se spomnimo. In spet danes ne ima človek občutek, ker smo bili še v državi, kjer je bila uradno tudi bolj, kako bi rekel, privilegiran neki jezik, ki smo mu rekli srbo-hrvaški ali hrvatsko-srpski, ni bilo več veljalo kradi, ampak je veljalo snađi se, ne? Znajdi se. In to velja žal še danes v naši slovenski družbi. Tako ljudje prilagajamo, da ste prebrali 10 črnogorskih, upam, da vidite, ne? To je recimo, to so dobre, ki vam jih malo priporočam, ne? Pa imaš 10 zapovedi za dušo, pa imaš večkrat še prej, ko sem delal v vojski, smo hodili okrog, sem videl tudi še kakšnih 10 ali pa različnih zapovedi, ki so veljale za neke skupnosti, nek organa, ne? Pa tako dalje. Ene srčne, tudi zato, ker ljudje potrebujemo nekaj, ne? Pustimo te črnogorske, tu so se smehne. Ali pa malo za šalo, včeraj sem slišal en vic na račun Črnogorcev, če bo kdo od njih gledal, naj mi ne zameri. Sicer pa naši bratje po slovanski krvi, tako se z Balkana se tako radi norce delajo iz sebe, tako slovijo, ne? Da je eden mogel, da so bili na bojišču, je vica, ne? In vsi so vrgli bombo, kakor so mogli, ampak nihče ni vrgel več kot nekaj 10 metrov, ne? Pol pa dajo Črnogorce, pa vrgel 150 metrov, ne, od sebe. Kako pa to? Pa pravi, ja zato, ker moraš vreči, če ne ti bo ostala in boš mogel delati, boš ostal živ, ali pa karkoli ti boš mogel delati, ne? Ali pa lopata, za lopato še boljša, ne? Da vržeš čindle, da ni treba, ampak oni znajo z tega res take lepe humorne stvari, ampak o tem morda bom naredili kdaj večer vicev. 10 božjih, 10 cerkvenih, 5 cerkvenih, zakaj? Je glih 5 cerkvenih, tudi jaz ne znam razložiti, tudi nisem vedel, zakaj so se odločili za 5, ampak se mi zdi, da je pa pomembno, da so se nekje ustavili, ne? Več kot 10 jih ne more biti, kar je tudi v redu. Če se pošalim, imamo 10 zakramentov, 10 zapovedi, 7 zakramentov, 6 resnic, 5 cerkvenih zapovedi, 3 božje osebe, ne? Poslednje reči, 4 poslednje reči, a so? Ja. Pa imamo 3 sveta trojico, pa tako dalje. Lahko. Se pravi, med 10 zapovedi na gori Sinaj ter med 5 je kar neka razlika. In prva in pomembna je, božje zapovedi so večne in so univerzalne, so splošno veljavne in veljajo za vsakega človeka. To priznavajo tudi neverni. Da če se držijo 10 zapovedih in če se družba drži 10 zapovedih, lahko družba, bomo rekli, vsaj solidno funkcionira. Tudi pri nevernih, če že v Boga ne verjamejo, da verjamejo pa v pravičnost ali pa v dobroto ali pa resnico, za nas je to seveda vse v Bogu, pa še kaj drugega, iz Boga izhaja, se pravi, priznavajo neke absolutne norme, in seveda potem vse ostale. Cerkvene zapovedi pa so po drugi strani v narekovaju umetne, ker niso neposredno od Boga, ampak jih je zaradi potrebe ljudi izrekla cerkev. Cerkev, kdo so cerkev? Cerkev smo mi. Prvi v cerkvi, ki so posebej odgovorni, da take stvari izrečejo, so pa nasledniki apostolov. To so škofje, s prvim izmed škofij na čelu, tako kot so imeli apostoli prvega med apostoli, in to je bil Peter, torej prvi med škofij, in primus, se pravi primus inter pares, prvi med enakimi, to je pa papež, Peter sedanjega časa. Oni to izrečejo, zato so te zapovedi, ki jih zdaj bomo obravnavali, majčkeno drugačne, kot so tiste, ki sem se jaz učil kot otrok. Večinoma iste, malo drugače izročene, popolnoma drugačna pa je 5. zapoved. Boste videli počasi,
Mi verujemo, da Sveti Duh vodi cerkev. Ko je Jezus ustanovil cerkev, tam vse izhaja iz zadnje večerje, iz njegovega srca na križu, ne? In potem s prihodom Svetega Duha, ko je to zaživela, se pravi, cerkve Jezus ni pustil kar tako. A ne, po bi bili pa res še hujši šudež, ko smo zdaj, a ne? Bi bili samo neko družbeno gibanje, bi rekel. Ampak daje Svetega Duha in je Sveti Duh je v cerkvi vedno navzoč. Poleg izvora, torej, 10 od Boga, cerkvene od cerkve v Svetem Duhu, pa obstaja še ena razlika, to se pravi 10 zapovedi vežejo univerzalne zapovedi, splošno veljavne, veže vsakega človeka, 5 cerkvenih pa samo katoličane. Samo katoličane. Ker ne moramo od nekoga nekaj zahtevati, če ne ve, če mu ni znano, če ga nismo poučili, če se nam ni približal. Vemo pa, da se nekateri kar dobro držijo tudi cerkvenih zapovedi, čeprav niso krščeni, so pa po duhu kristjani. Vsi se spomnite ene naše katehumenke, mislim, da je bilo 2. leto, ko sem bil tukaj. Ja, ona je bila vsak dan prmaš, skoraj vsak dan, tudi ob delovnikih. In meni ni šlo v glavo, da ni šla nikoli k obhajilu. Sem si mislil, morda bo kakšen zadržek, morda tako, kot rečemo po domače, živi na koruzi in ve in zato ne gre. Ampak je hodila, da ne bom rekel vsak dan, vsak drug dan pa skoraj gotovo in vsako nedeljo gotovo. In potem pride enkrat v delovnikih po maši, pa sem že sam tukaj, da bi jo vprašal, veš, da bi malo razrešil to, ne, če ne hodi k obhajilu. Kot duhovnik mi srce ne da, da bi nekdo bil, pa če se da rešiti, pa dajmo, a ne, tudi te predpise premagati, zveličanje duše je najvažnejše, ne. Pa pride potem ona noter pa reče, joj, župnik, jaz bi vas nekaj prosila. Ja, kaj pa? Jaz bi se pa rada krstila. A ne, nekateri ljudje dolga leta tako delajo, predno se do konca odločijo in zaprosijo za prejem zakramentov in seveda potem tudi uradni vstop v cerkev, ko jih tudi potem to veže, prej pa že živijo dejansko, morda celo bolj kot mi, ko smo skozi, ne? Ups, slabo sem pritisnil. Poglejte, to naše življenje, ki seveda izhaja tudi iz tega, kar je Svetopismo 10 in 5 cerkvenih zapovedih, je zelo pomembno. In hoja za Kristusom je res Božje, Kristusovo osebno vabilo, da hodimo po poti, ki nam jo on predlaga in nam jo ponuja, na kateri nas vabi in na kateri ne želi, da bi ostali samo tako nekje v povprečju. Veste, da bi bili samo tako, ne, bomo rekli, kar v bistvu 10 zapovedi je. Da bi ostali samo pri minimumu, oziroma 5 zapovedi cerkvenih je, da bi ostali samo pri nekem minimumu. On želi, zato ker nas ima rad, da ne ostanemo v povprečju, da se ne zgubimo, da se ne zgovarjamo, ampak nas vabi, da naredimo korak in korake naprej. Zdaj pa se spomnite tiste prispodobe o bogatem mladeniču. Bogat je naš naslov. V evangeliju ne piše, da je bil bogati mladenič. Zato tudi včasih, ko rečem, ko berete berila, tisti, ki berete, nikoli ne beri naslova. Ampak preberi samo iz kje je berilo, ne? Berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, ne pa še gor, ne vem, Pavel je to, ker noter še marsikaj drugega piše, kot je naslovo, ne? Da se ne meša naša človeška dodaja, ne? Božja beseda torej pravi, Jezus je prišel ta mladenič k Jezusu in rekel, učitelj, kaj naj naredim, da dosežem večno življenje? In Jezus mu je rekel, čistko vljudno, vse zapovedi poznaš, nič kaj težkega, ne? Pa pravi on, katere? Ne? Je bil zvedav, ker Jude so jih imeli malo morja, smo slišali. A samo 10, ali une glede sobote, ali malo tega, malo unega.
pa pravi Jezus, nič kaj posebnega, ne kradi, ne uno, ne peto, pa pravi on, učitelj, jaz to delam že vse od svoje mladosti. Tako so me starši naučili, tu pa jaz dodajam. Ne? Starši so me naučili, videl sem, da je to pametno, če si dober, se ti dobrota se vrača z dobroto, a ne? Jaz to delam. Pa pravi evangelist. In potem ga je Jezus še enkrat pogledal, ga vzljubil in mu rekel, potem ti pa sem nekaj manjka. Pojdi domov, vse prodaj, vsega se znebi, distanciraj se, ne smo se v nedeljo pri pridigi govorili. Prodaj, daj ubogim in potem pridi in hodi za menoj. In evangelist piše, in mladenič je žalosten odšel, ker je imel veliko bogatstvo ali pa premoženje, odvisno od prevoda. Kakšna so ta bogatstva, ki nas vežejo, da nismo sposobni, pa nas Jezus vabi, da naredimo korake naprej, a ne? To, a ne? In to 10 zapovedi sodi v ta okvir. Naredi korak naprej. Ampak tudi sem pri tem ne ostane, bomo videli po vsaki posebej. Ker tudi na tem smo lahko čisti formalisti in zadostimo, ne? Pa pademo v isti sklop razmišljanja, kot so ga imeli Judije nekateri sodobniki. Torej, če gremo naprej, za kristjane, še prvo moram to povedati, kaj je minimum morale. Minimum morale je to, če se držim tistega, kar je predpisano, kar je dobro zame, in s tem imam neko zagotovilo, da prav ravnam. Ne? To je nek tak zdrav minimum. Ampak to je minimum. Imamo minimum, imamo maksimum, imamo pa optimum. Ne minimum ni najboljš, ne maksimum ni najboljš, ker potem sem farizej, ki izpolnjuje vseh 600 pa še nekaj zapovedi, ne? Ampak optimum. Primer, da ste razumeli, kaj pomeni ta optimum na področju morale. Recimo, cerkev pravi, bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih, ko se glasi stara zapoved, pobožno pri sveti maši. Ti imaš pobolno mamo in jo je treba peljati zdravniku, ker imaš dve možnosti, da čakaš na rešilca, pa so ti rekli, da prej kot 3 ur ga ne bo, ker je nesreča gora, ne, ker so vsi v akciji, ali pa je boš sam poskrbel, boš peljal bolnico in boš potem z njo. In zdaj, kaj boš naredil? A boš vmes še k maši? A razumete razliko? Ti boš poskrbel za mamo, ne? Ljubezen do bližnjega, ne? In boš vmes lahko pa tudi molil, pa še kaj drugega naredil. Če ti bo dano, potem še do večera boš lahko še k maši. To pomeni pa optimalno ravnati v danih okoliščinah. Ne? In k temu takim držam smo povabljeni vsi. Torej, s cerkvenimi zapovedmi so določeni minimalni standardi, ki naj bi jih izpolnjevali verniki, da lahko resnično v tem svetu rečemo, kot dudje Kristusovega telesa, to je to približno. Dokler to izpolnjujem, imam še zagotovilo, a ne? Še zagotovilo, da sem kristjan in katoličan. To je minimum, ne pozabiti. 5 zapovedi je minimum. 5 cerkvenih. Ne maksimum, je minimum, da imam zagotovilo, da še lahko rečem, da sem kristjan in katoličan. Minimum. Zato pravim, da ni vse tako einfach, a ne? Gremo naprej, da ne bomo predolgo, ko bomo še vmes. Ja. Trenutni, a se cerkvene zapovedi spreminja, ne? To si v vodu vprašal, ne? Pa sem že nakazal, ja, se lahko spremenijo. Zakaj? Ker to so predpisi, neko zagotovilo, ki jih papež, pa se pravi sveti sedež, po posvetovanju izreče na podlagi navdihov svetega duha,
pa tudi zgodovinskega stanja, v katerem se cerkev nahaja. Ne? In v vsakem zgodovinskem obdobju so bili izzivi kristjanov in celotne cerkve, torej tudi škofov, malo drugačni. Malo drugačni. Recimo, v času Avstro-Ogrske je cesarstvo ustanovilo tako imenovani verski sklad, iz katerega so dobivali sredstva, dobesedno plače, škofje, duhovniki, organisti, mežnari, učitelji. Se pravi, je bilo za ta, bi rekel, strukturalni del cerkve zelo dobro poskrbljeno. A razumete? Potem je nastopila pa neka druga država, pa še druga država in se je to zgubilo. Pa pri nas je tak velik. Potem v drugih državah so misijonske države, ne? Tam so reveži. Recimo je tudi poligamija. Se pravi, poročeni so z mnogimi 2, 3, 5, 10 državami. Pardon. Kako je tole, se mi zareklo, ženami. Imamo pa tudi kakšen obratno primer, ko so kakšne družbe poročene, pa ženske z večjimi moškimi. Pa pustimo zdaj te zgodovinske in kulturne razlike. A ne? Se pravi, tam so zopet druge izzivi, razumete? In tudi seveda duhovniki ne morejo preživeti, ker ljudi mnogokrat šele učijo kaj pametnega, tako da ljudje ne živijo v lakoti, jih učijo dobesedno, jim ne dajejo rib, ampak jih učijo ribe loviti tako. In jim je treba pomagati. Se pravi, in zdaj si domišljamo cel svet, ki danes živi v bistveno drugačnih okoliščinah, kot je živel prej, in zato se te zapovedi, te stvari izrekajo, ne da bi se tisto, kar morda kar ni več v 5 zapovedih, da bi se tisto zanikalo in da ni več res, ne. Ampak samo poudari se nekatere stvari bolj. Zato se spreminjajo. Cerkev je seveda kot mati in učiteljica tista dolžna, ki mora to povedati ljudem. Kaj mi večkrat rečemo? Čakamo, da bodo škofje kaj povedali, ne? Da bodo škofje izrekli. Oni so prvi učitelji, razumete? Torej, če takrat dostikrat pričakujemo, da bodo kaj jasno izrekli, in takrat, ko pričakujemo zaradi aktualnega časa, pomeni, da so tudi tisto, kar je v 10 zapovedih, pa še kje druge, že izrekli in velja se treba držati. Pričakujemo torej, da bo cerkev izrekala vse glede nauka, glede morale, glede odnosa do Boga in do družbe. Se pravi, je mati in učiteljica in upravičeno to pričakujemo, da to pove, ne? In da nas potem cerkev kot mati sprejema, spremlja in vodi. In ji torej zaupamo. Gremo naprej. Namen cerkvenih zapovedi, torej to smo že rekli, zagotavljajo nujno potrebo najmanjšo mero spodbude za to, da molim, da sem deležen zakramentov cerkve, da se, ko bi rekel, nravno, pa zdravo živim, če rečem po domače, nravno, ne, moralno, duhovno, in da rastem ljubezni do Boga in do bližnjega. To je v bistvu ta osnovni namen vseh 5 cerkvenih zapovedi. Stari seznam cerkvenih zapovedi se glasi takole: posvečuj zapovedane praznike, vodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno, pri sveti maši, ne, pa pobožno, meni je všeč ta pobožen. Kot župnik malo gledam po cerkvi za to. Ja, da boste razumeli. Vi pa si mislite, da mora biti pa župnik bolj pobožen, ne vem. Eni. Drugi si mislite, da mora biti krajši, ne. Tretji si mislite, da mora biti bolj preprosto govoriti, ne. Župnik pa bo rekel nič, ker je Bog prvi in je nedelja čas za Boga. Če si ne vzamem 1 uro, pa še malo samo zato, da bom z Bogom kot član občestva skupaj z brati in sestrami, in če gledam na uro, ni ne župnikov problem, ne problem Boga, ampak je moj problem, razumete? Tako moramo gledati na stvari. Če imam Boga na prvem mestu, si bo pol še malo naprej. Gremo hitro. Ja, to je star seznam, ki ga mi, starejša generacija, mi smo se to učili, ne? A ste se tudi v Poljanah učili na pamet te zapovedi? Aha, bo treba večkrat jih ponoviti, ne? Se pravi,
posti se zapovedane postne dni, spovej se svojih grehov vsaj enkrat v leto in v velikonočnem času prejmi svetorešno telo, sklepaj zakon po cerkvenih določbah. Druge so približno enake ostale, zdaj samo malo drugačna dikcija je, zadnja je pa čisto drugačna po novem. Boste potem v nadaljevanju nove petere. Evo, udeležuj se svete maše v nedeljo in druge zapovedane praznike, ne opravljaj nobenih del in dejavnosti, ki ogrožajo posvečevanje teh dni. A ne? Isto, pa vendar malo drugače. Bolj podrobno. A ne, mene včasih, si bom pol še naprej, vprašajo študentje naši, ali pa reče, župnik, domov se v nedeljo pomaš. A ne, se moram iti učiti, a je to greh? Ne, učiti se ni greh. Ali je pa nedelja, ali je študijski delo študenta ali ne? A tle se pa da debatirati, ali je tako? In zelo hitro dobite jasen moralni odgovor, ali je za študenta delo študij ali ne. In če torej delo študij, potem je avtomatski odgovor, kaj je z nedeljo. Ne? Isto velja za domače naloge pri otrocih. A ne? Tako, razumete, kako vzgajamo svoje otroke, pravzaprav vi, ki jih imate? Nedeljo. Ne, nedelja ni. Razumete? To je delo, ne? Te vleče potem od jedra, od bistva. Spovej se svojih grehov in prejmi zakrament sprave vsaj enkrat na leto, a ne, tudi malo drugače. Prejmi zakrament svete Evharistije vsaj ob veliki noči, zdrži se uživanja mesa in upoštevaj post v dnevih, ki jih cerkev določila. To je sicer tiste poste, ne, ampak cerkev tudi vabi kdaj, pravi, dajmo se postiti za domovino. A je tako? Dajmo se postiti za življenje. Ni samo postun, je širše. Ne? Podpirajo cerkev v njenih gmotnih potrebah po svojih zmožnostih. A vidite? Popolnoma drugačno. To je že od drugega Vatikanskega koncila malo pozneje, ko so to izrekli pa napisali. Danes je ena gospa mi prinesla in rekla, ne, gospod je rekel, župnik, to je za vas, ampak kamor hočete? Sem rekel, župane še. In rekel, jaz dam vam, kam pa vi date, me pa ne briga, razumete? Tako. Popularsko je povedal, malo lepše, ampak poanta je pa taka. Zdaj pa gremo prvo, ne? Svete maše na nedeljo in druge zapovedane praznike. Nedelja vemo, kaj je, ne? Je mala velika noč, to je prvi dan novega tedna ali 8. dan starega. Jezus Kristus je vstal od mrtvih prvi dan novega tedna. In zato je potem cerkev določila to kot sveti dan, našo soboto, naš šabat. In to je že od prve cerkve. So se kristjani zbirali na prvi dan novega tedna, to je v nedeljo. In zato so ta dan imenovali tudi Gospodov dan. V drugih jezikih je običajno vezano prav na Gospoda, na Boga, Domenika, ne? Gospodov dan. Mi imamo bolj nedeljo. Pa imamo še praznik dela, pa imamo vsak dan pa tudi nedeljo. Ali vsak teden pa še nedeljo. Torej, Kristus sta od mrtvih, je mala velika noč. Potem imamo zapovedane praznike. Božič, svetorešne telo in kri, Marinov ne bo vzeti vsi sveti. To so ti 4 zapovedani prazniki. Nekateri ste rekli, pa kako pa tudi, da nekaterih ni noter še napisani, pa da niso veliki. Ker pač pridejo na nedeljo, recimo velika noč, ne? Velika noč je vedno na nedeljo, zato ni potrebno vključevati pa še špicaja, ne? Božič pa je ob delovnikih, zato se pravi, to je. Ampak ni samo to. A veste, niso samo ti zapovedani prazniki. Cerkev nas vabi k maši tudi druge praznike, ki so vezani na praznovanje dogodkov iz našega odrešenja, Marije, svetnikov, farnih zavetnikov, celodnevnega čiščenja. Bom povedal, da ne bom prehiteval samega sebe. Ne? Kaj pa drugi prazniki torej? To sem že odgovoril. Imamo torej praznike, ki so povezani z našim odrešenjem. Tudi velikonočno tridnevje, ne? Veliki četrtek, veliki petek, velika sobota.
naš organist, pa ne smem povedati, če bomo dolgo gledal, a ne, on si vzame veliki četrtek, veliki petek dopust. Tudi zato, da lahko igra in poja, ne? Da ni obremenjen, da se lahko dobro pripravi. Tak, razumete? Potem imamo praznike vezane na Marijo, ne? Marijino rojstvo, mali šmaran, ne? Potem imamo, zdaj smo imeli ni več praznik, včasih je bil pa tudi spomin za roke Jožefa in Marija, ne? Zdaj samo še spomin. Potem svetnikov, svet Jožef, recimo farni zavetniki, to so žegnanje naša slavna. Potem dnevi celodnevnega čiščenja. To mogo biti praznik v fari, ne? Ne samo potem, da res naš Tomaž naredi, da zvoni takrat, ampak takrat morala biti nabita cerkev, ne samo jutranji maši, pa sklepni maši, ampak cel dan. Glejte, za koliko stvari si ljudje vzamemo frej. Ne bom rekel šoping, ne, v trgovine hodimo, v Ikejo gremo gor, pa dol, prej smo hodili gor, brez težav 2 dneva, ne. Za celodnevno čiščenje pa ne znamo pri 2 uri prej šihta, pa imamo ur preveč, ne. Razumete? To ni očitek, to je tako, da razmišljamo, kje so naše prve prioritete, ne. Drugi del se glasi, ne opravljajo nobenih del in dejavnosti, ki ogrožajo posvečevanje teh dni. Ne? Del in dejavnosti. Drugo je, če si poklicno, moraš biti kot zdravnik, dežuren v službi, sodniki, menda imajo tudi dežurne službe, mora biti na stand-byu, potem tisti, ki delajo na bencinskih črpalkah, kellerse, policisti, vojaki, druge varnostne službe, je cel kup, ne? Za njih je to poklic in pač morajo biti, ko pride na vrsto. Popolnoma razumljivo. Za cel kup stvari pa, ki jih počnemo, pa nas ovirajo od praznovanja nedelje samo zaradi tega, ker nedelja Boga torej ne damo na prvo mesto v našem življenju. Lahko je to tudi družina. Včasih mi rečejo, za nas je nedelja sveta in to je za našo družino. Takrat gremo mi na izlet. Super. Kje pa Bog pol, če si kristjan? Razumete? Družino si postavil na prvo mesto, na mesto, da bi bila na prvem mestu, ne? Na pomembnem mestu. Ker otroci so vsakmu očetu in mami dani za določeno število let, ne? Mož in žena še vedno ostajata jedro družine. Otroke treba vzgojiti, da bodo šli na svoje. In jih je treba privzgojiti tudi vrednote. In če govorimo, da smo krščanska družina in krščansko vzgajamo svoje otroke, je torej samoumevno, da si vzamemo čas, a ne? Pa tudi če uro po 15 minut za to, da gremo k maši, a ne? In tam sodelujemo. In da sploh ne razpravljamo o tem, ali bomo šli ali ne bomo šli. In praviloma, kot bom še naprej povedal, je maša vedno v občestvu, iz katerega izhajam, mora biti stalnica, da gradimo občestvo cerkve. Razumete, ne da smo tako, kot gremo malo tukaj, malo tam, in pol v glavnem posledica je pa, da župnike upravljamo, ne? Ali pa fare, ne, ker tam je nekaj slabo, pa hodimo tja. Treba je imeti neko stalnico. Jaz se spomnim iz svoje mladosti in še zdaj piše na mlinu v mojem rojstnem kraju, že takrat je bil zasebni mlin, je pisalo, in to so vsi spoštovali, komunisti in kristjani, je pisalo gor in še danes piše, ob nedeljah, cerkvenih in državnih praznikih zaprto. Pa ne samo zapovedane praznike. Tudi za tiste, ki so nekoč bili zapovedani, pa danes niso več, Malšmaren, Gospodovo oznanjenje, tam je bil mlin zaprt. Smo razumeli? Lep slovenski pregovor, nedeljski dobiček ni za mošnjiček. To je lep pregovor. Poznam kar nekaj podjetnikov, ki imajo male firme, oni dajo delavcem za cerkvene praznike frej, če želijo, ko dela prost dan, ne da bi jim poštevali, oziroma da bi jim zahtevali, da so na dopustu. On jim daje dela prost dan, zato ker je praznik.
To so krščanske drže, ne? Pa tudi, če niso verni, ali pa so drugače verni. On jim da frej dan. Pa tudi, če oni reče, so drugačni verni, zdaj pa imel, v redu, pojdi, a ne? To kot nam, ko smo znotraj naše države, tudi ti dobiš. Tu sem že omenil izgovore, idi Danki, da gremo kam skupaj. Pojdi skupaj k maši, pa pol pojdi naprej, a ne? Se da vse rešiti. Če se kdaj zgodi, da pa resnično ni mogoče k sveti maši v nedeljo ali praznik, grem pa res med tednom, a ne? Si večino stvari našega življenja načrtujemo, a ne? Veliko večino. In torej lahko načrtujemo tudi to, sploh pa, če to postane del ene naše take pozitivne drže. To sem že omenjal večkrat, kako Jezusa, ko je že začel pri 30 letih javno delovati, piše evangelij, kako je prišel domov v svoj rojstni kraj Nazaret. In zdaj pa poslušajte, navajam. Je šel v sobotni dan po svoji navadi vzhodnico moliti. Tako je treba, take drže, ne debatiramo, ne? Tako kot takrat, ko so fantje pa punce zaljubljeni, takrat ni nobenega vprašanja, a ima čas za njo ali pa ona za njega. Seveda ima. Razum prikima te nelogičnosti, a ne? Vzame si čas za tisto, kar imaš rad, kar ceniš, a ne? Kar imaš rad, kar ceniš. Se pravi, kaj je zdaj odzadnje vprašanje delo, a ne? Ne bomo zdaj se strašno ga lotili, ali pa ne delati nič, a ne? Kaj je delo? Kakor za koga, ne? Za mnoge dejansko pohlep po imetju, lahko je pa so ustvarjanje, ne? In ustvarjanje zato, da dostojno živimo in pomagamo drugim. Ne bom govoril, kaj so oni govorili tam, ko so bili eni od socialističnih totalitarizmov, nacionalsocializem, kaj so oni pisali, ne? Delo osvobaja, si poznate, a ne? Potem je vprašanje, ne, in to vsakega človeka lahko hitro flikne in postane deloholik, ne? Dela petek in svetek, a ne, kot rečemo po domače. Petek in svetek, on dela, on gara, traktorji ropotajo, ne, kosilnice ropotajo, bagri ropotajo, smučke ropotajo, isto. Veš, računalniki, bravo, računalniki ropotajo, vse ropotajo skozi, ne? Skozi ropota. Sem postal, ker deloholik je odvisnik, ne, od dela. Skrajnost je pa seveda lenuh, ne. Druga skrajnost, nasprotje. Se pravi, kaj je delo? Kaj je delo za otroke, kaj je delo za dijake, kaj je delo za študente, kaj je vprašanje nedeljskega učenja za otroke, študente. Zdaj po šali povem tisto, kar rečejo, ne, po mi pa reče kakšen foran, ja, župnik, vi pa delate v nedeljo, vi pa, ne, dvakrat ali pa trikrat, pa že kakšen pogreb, ne, 4krat zaslužite, vi pa delate. Pa slišiš kakšnega drugega zraven, ja, si cel teden počiva, ne, vsaj nedeljo dela, ne. To je tudi ena od možnih razlag, ne, vemo pa, kako te stvari gredo, ja. Dejavnosti, ki ogrožajo posvečenje teh dni, zabave, celonočne žurke. Zdaj ne želim postaviti kot idealnega življenja naše mladosti, a ne, Lojze. Ampak mi, če smo bili celo noč po koncu v soboto, ko smo mi prišli kot mulci domov, se sploh ne smelo nič poznati. Za nas je bilo samoumevno, da smo šli ob 6 zjutraj peš maš 3 kilometre. Smo pač ob 5 končali zabavo, smo morali biti pri sebi, ne? Ker je bilo treba iti peš 3 kilometre, smo pri maši stali, zato da nismo zaspali. In po maši smo šli še domov. In res smo morali doma tisto, če je bilo še kaj tacga za narediti, ne, malo pomagati mami, atu, po južni je bilo pa frej. To je bil pa čas, ko si šel lahko spat, a ne, ko je ata videl ali pa mama, da si utrujen in da si kje bil, a ne, drugače, takrat si pa lahko spal. Res se ni smelo poznati, ne. Zaprav, to je bilo na prvem mestu, a ne, na tak zanimiv način, bomo rekli časov primeren, a ne. Danes je pa malo drugačna dinamika, ne. Sem bil v Angliji, to razumete, to, če bi jaz hodil z Angleži, pa to so bile moje generacije in mlajši, to je bil petek,
je bil najhujši. To se je šlo s taksi, z minivani, to je šlo v gostilne, restauracije, diska in to se je mrtvo napilo. In potem so te čakal taksi, ko si se zmenil ali pa ob 2, in potem si šel domov, si celo soboto spal, popoldne si šel spet malo, tako prišel k sebi, zvečer si ponovil, ampak je bilo malo krajše, kot s petka na soboto. Zato, ker je bilo treba v ponedeljku službo, Tam so kontrolirali malo z onim pihalnikom, veš. Pol si celo nedeljo k sebi prihajal, pol si imel pozno kosilo, ki je bila zgodna večerja v nedeljo in si pil vodo, pa sok, pa razne preparate, zato da si bil ponedeljek normalen za službo. Ko gledam vzorce, ki se pri nas dogajajo, marsikaj že približno tako je. Marsikaj že tako je. Izleti. Nič proti, tudi jaz grem rad, in vsi gremo radi. Ampak mora biti čas tudi za nedeljo. Šport. Mi vsi vemo, da v prejšnji državi so nalašč v nedeljo delali večino stvari in je družba delala zato, da so preprečevali ljudem, da bi hodili k maši ali pa popoldne, ki je bil še takrat, je bil nauk, so rekli. In vse se je začelo dogajati približno 1 uro pred mašo. In niso mogli iti ne otroci, ne mladi, vsi so morali nekje biti. Ampak čas tistega sistema človek še razume, ker pač razume sistem, zakaj je to delal. Zdaj pa že, koliko let ne živimo v tistem sistemu? 35, Pa delamo še vedno tako, zato ker nam je vseeno. Zakaj nam je vseeno? Če bi v Polanah, ko smo še malo dražima, ko smo še večinoma, pravijo krščanski, rekli, v nedeljo dopoldne ni treningov. Razumete? Ali pa pred 8, pred 9, zato da gremo vsaj zjutraj maš. Potreba se je postaviti in moramo mi sami dati. Tako, mrčkan, da ne govorimo še o eni sveti lenobi. To je pa pri mnogih, zdaj pa nedelja, zdaj pa ni Gospodov dan, je dan počitka. In počivam, dokler mi paše, in potem malo pojem in spet malo naprej počivam, torej lenarim. Zapravim dan, mi spolzi. Nedelja je za Gospoda in za moje bližnje. Ne sem za moje bližnje, ampak tudi za Gospoda. Ker če nenadoma postane tu samo za moje bližnje, tudi se tisto zvodoni, ker nima temelja, ni vsebine. Bog je ljubezen. Bog je ljubezen. Kam gremo za vikend? Kolikrat slišite vi? Jaz stavim, da če bi bila kakšna zdravnica tukaj, da vsaj v petek sliši ali pa zdravnika, od pacientov, kam boste šli pa vi za vikend? Mene vprašajo, ko sem župnik. Velikokrat, kam boste šli pa vi za vikend? Kam res? In kristjan bi moral, tudi vsak kristjan bi moral vedeti, kam gre za vikend. Vsaj kam gre v nedeljo. Vsaj kam gre v nedeljo. En del. Maša, bomo rekli, bi morala biti stalnica, vse ostalo pa spremenljivka, če tako govorim. Torej, nedelja je Gospodov dan. Ne da se ga zamenjati. Tale vidik bi res rad poudaril. Veste, ker eni naši bratje in sestre, tudi v naših župnijah, pa v drugih isto, so na nek način so kristjani, in še čutijo to potrebo in dolžnost, da gredo k maši. Ampak hodijo ne zaradi družine, da bi se skupaj kot družina, ampak izbirajo maše tam, kjer slišijo, da je dober Gospod, lep Gospod, pameten Gospod, strašno dober zbor.
In na koncu ugotovijo, da niso bili v svoji lastni župniji pri maši niti dvakrat. In kje so oni člani občestva cerkve? Nikjer. Niti ne moreš reči, da so potujoča cerkev, ne? To je bolj potujoča družina, ki malo še duhovnega, ne? To domače ognjišče, Evharistija, ko greš ti k maši Evharistiji, Evharistija je srce in srčika življenja cerkve, ne? Ko greš ti k maši, je fajn, da si zraven z ljudmi, ki jih poznaš, da greš z ženo, z otroci, s sosedi, s prijatelji, žlahto, župnika, ne? In vse ostalo mora biti izjema, ne pa obratno, ne? Veste, pa tega ne govorim zdaj zato, ker sem jaz župnik v Polanah pa vam. Jaz zato govorim, ker imam rad cerkev, pa ker imam rad Boga. In te ljudi, ki jih morda takole malo že nosi, a ne? Jaz tudi ne vem, kje bom čez pol leta, čez mesec, čez dve leti, bom župnik, bom še živ ali bom mrtev, a ne? Ampak govorim zaradi nas, da gradimo, ne? Občestvo se gradi, za živo občestvo se moramo tudi poznati. S tem ne omejujemo Svetega Duha, da Sveti Duh ne bi znal tudi različne, se vemo, potegniti, zbrati skupaj, a ne? Naša katehumenka je prišla tudi po zanimivi poti prav v našo župnijo, ne? Nekdanja katehumenka, zdaj že nekaj časa ni, a ne? Je prišla preko socialnih omrežij, je zvedla in pol se je počasi prišla. Lahko bi bila pa kje druge, a ne? In tukaj ima občestvo in redno hodi. Ker je tudi prav, a ne? Mi jo poznamo, mi vemo, kdo je, ona nas čedalje bolj spozna in se čuti domača. In jaz vidim, če je kdaj ni, a ne? In vi vidite, če jo kdaj ni. A je tako? In jo pogrešamo, zato ker je del našega občestva, ne? Čeprav teritorijalno ni z naše fare, ne? Tako kot nekateri Polanci redno hodijo Gorenjo vas. Hvala Bogu, razumete? Naj bodo tam, sem naj bodo živo. Ne pa nekaj drugega. Se pravi, to je zelo pomembno. Je pa lepa fotografija, ne zato, ker je župnik gor, pa župnik iz Javori, ampak zaradi tega krogca belega, veste. Ja. Z Malenskega, ja. To je to za danes. Sem pa hotel, oziroma sem kar hitel zaradi tega, ker smo bili že gor dolg pri maši in pogledajte, je vseeno 8:09. Tako da iskrena hvala. Zdaj, ko bomo zaključili s tem formalnim delom, lahko se še kaj vpraša, bodi si v zvezi s prvo zapovedjo ali pa splošno od cerkvenih pa božjih. A prav? Potem naslednjič bomo imeli drugo pa tretjo, pa še četrto pa peto.